Misel na selitev pri varovancih kljub odločitvi, da ostajajo v zavodu, vzbudi žalost. Jokala sem. Veseljak Ivan Čampa pa je svoje občutke izražal prek glasbe. Človek ne more imeti vsega, kar skrivoma želi. Želel si je le, da bi skupaj s svojimi sostanovalci ostal v Sodražici, kjer skrbno hrani zbirko kaset in plošč. Tule, če bi vam razkazoval, bi rabo ene 3 ure časa sigurno. Večina stanovalcev v zavodu živi že 7 let. En brez drugega pa ne moramo biti. Imajo svoj vrt, na katerem pridelujejo zelenjavo, kuhajo in pomivajo sami. Rože imam vse jest, zazeliva tukaj in notri in zunaj. Spoprijateljili so se sosedi, zato se je zanje zavzel tudi župan Blaž Milavec. Ne samo, da niso bili ti varovanci seznanjeni s temi odločitvami, tudi proti njihovi volji sprejemajo take odločitve, ki mislim, da glede na to, kar je meni poznano, niso nujno potrebne. Kar je sedaj ugotovilo tudi pristojno ministrstvo. Zavod Prizma Ponikve mora racionalizirati stroške in proti odgovornim za milijonski dolg zavoda sprožiti kazenske ovadbe. Mislim, da je poleg samega takratnega vodstva, ki je pripeljalo do finančnih težav, seveda tudi sam nadzor, to se pravi vse strani države, bil v tem delu zelo pomanjkljiv. Če se ne bi postavili zase in za svoje pravice, bi varovanci na lastnih plečih nosili slabe poslovne in kadrovske odločitve politike.